Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Janša gre na dražbo. Janez Janša, ki je izgubil tožbo proti tožilcem in sodnikom, ki so ga po mnenju ustavnega sodišča protiustavno obsodili in zaprli, bo na elektronski dražbi prodajal določene predmete, kot se je izrazil, za poplačilo enormnih sodnih stroškov. Ugotovimo lahko torej, da je pravica ne samo slepa, ampak tudi pregrešno draga. Janša, srečno. Sedaj pa se lotimo 30. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, je Golob slovenski Trump? Je Robert Golob slovenski Donald Trump? Donald Trump je prepričljivo postal novi stari ameriški predsednik. Lahko kaj podobnega uspe tudi Robertu Golobu, bomo vprašali našega posebnega gosta, predsednika stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja in našega stalnega komentatorja, politologa dr. Sebastjana Jeretiča. Pavel, Sebastian, toplo pozdravljena v Faktorju. Dober večer. Pavel, če midva začneva s to nesrečno zgodbo Janeza Janše, ti si na nek način bil v podobni situaciji kot on, tudi ti si bil pač obsojen, trdiš po krivem, si pač presedel zaporno kazen. Kako ti iz svojega vidika gledaš na to, kar se dogaja Janeza Janše? Torej, jaz popravo krivice še čakam. Osebno ga pa zelo dobro razumem. Torej, odkrito povem, da nimava kaj posebno skupnega, čeprav smo bili včasih v isti stranki, tudi v isti poslanski skupini. Pota so šla narazen. Danes ga pa razumem bolj kot bolečino, bolj kot borbo za tisto pravico oziroma za tisti nivo tudi sodstva, ki ga v Sloveniji ni. V Sloveniji je kdo ve koliko ljudi obsojenih po napačnih kriterijih, krivo obsojenih, tudi obtoženih po krivem. In seveda ga popolnoma razumem, sam sem bil v tej situaciji, pa ne samo toliko, kolikor so njemu naprtili teh sodnih stroškov. Meni so v bistvu pobrali tudi vse premoženje, vključno z hišo staršev, ker sem mogel poplačati vse tisto, kar sem bil obsojen, kar so me tožili, da sem pridobil. In seveda poleg tega še tudi po 80.000 evrov na sodbo sodnih stroškov, vse odvetnike. Jaz ocenjujem, da torej ta dve stanovanji plus eno hišo smo mogli prodati, da smo to vse nazaj poplačali. Jaz seveda računam in upam na pravico, nekje že čaka, jo bom dosegel in da se to mi nekje ne povrne. Sem pa danes napisal pod objavo gospoda Janeza Janše, glejte, moramo pomagati. Jaz bi pomagal vsakemu, tudi skrajnim levičarjem, če bi bili po krivem sojeni in da bi za to vedel. Moramo si dati uporo en drugemu in tlele sem seveda pozval tudi osebno za vse ljudi, ki verjamejo v pravico, da to pot pomagamo, pač zbrati ta denar, kakorkoli že, vem, da je težko, predvsem upokojencem, ampak tu ne gre zdaj za ime Janeza Janše, tu gre za osebo, ki je pač doživela krivico in ta krivica se mora nekje vrniti in seveda, dokler do nje ne pride, je treba tudi pomagati za to. Seveda, še enkrat povem, ne glede na to, kdo bi to bil, krivici je treba odpreti prosto pot, da pride nazaj, do takrat pa je treba pomagati komorkoli je po krivem sojen. Zdaj, Sebastian, ta rezultat na nek način zelo prepričljiva zmaga Donalda Trumpa na teh ameriških volitvah ali pa celoti gledano na republikanske stranke tudi v Senatu, praktično tudi v Kongresu. Prvič v 20 letih se je zgodilo, da je republikanski predsedniški kandidat dobil tudi ljudsko štetje glasov, se pravi več glasov fizično tistih, ki so glasovali. Pa se mi zdi pri nas in po svetu številni glasovi so nekako presenečeni na tem, zelo šokirani. Zakaj je tako? Kako ti to komentiraš? Presenečeni so seveda tisti, ki imajo en sam vir informacij o politiki in to so stari mainstream mediji. Torej, mediji celotnega sveta so prodajali zgodbo, da bo Kamala Harris zmagala, da je dejansko ikona boja proti fašizmu, skratka hollywoodsko zgodbo so iz tega razvili in vse velike
zvezde tega sveta so se postavile na eno stran, ne, ampak Trump ni premagal torej samo ameriških demokratov, ampak dejansko 3/4 sveta, ki se je postavil proti njemu. Ne. Tako da ljudje, ki pa imajo, pa še to bežno spremljajo politiko, ki torej sploh ne razmišljajo o današnji situaciji v svetu ali v svoji državi, pa so seveda potem presenečeni, če cele dneve berejo, da Kamala Harris vodi v vseh anketah, potem se pa zgodi tako velika zmaga Donalda Trumpa. Ne? Ja, absolutno. Zdaj, Pavel, ti si svoj čas dal marsikatere volitve skozi, ne, tako županske kot recimo državnozborske. Kakšen je ta občutek, ko greš v to volilno tekmo, ne, v kampanjo in potem čakaš te rezultate? Daj nam to malo piš, prosim. Ja, niso prijetni občutki, ne? Torej velika negotovost. Do kraja, do konca ne veš, do zadnjega glasu ne veš. Vedo pa mogoče tisti, ki so, tako kot je gospod Sebastian rekel, že vnaprej pripravljeni ali na propagando, ali na mogoče tudi kakšne ponarejene glasov, kakorkoli, taki znajo včasih slaviti zmago, še predno se vse prešteje. Občutek, glede, ko greš na volitve, se daš na razpolago ljudem. Takrat imajo pravico zvedati o tebi praktično vse, res pa je, da to resnico, pa seveda tudi osebnost človeka, marsikateri medij ponareja. Nedolgo nazaj ste bili priča neki gonji, ki so jo povzeli vsi mediji, ki sicer o Ruparju pa v kakšni stranki Glas upokojencev sploh ne govorijo. Ne? Torej, ta propaganda je tako hudo močna, predvsem pa v takih državah, kot je Slovenija, da lahko kroji javno mnenje in seveda v državi, kot je Slovenija, nasedajo temu. Ja, v Ameriki se pa to pač ne da. V Ameriki pa nekaj drugega, veste, tam so tako levi, desni mediji, so približno uravnovešeni. To, kar je pa k nam prihajalo, je pa seveda izkrivljeno in zato, tako kot je rekel gospod Jeretič, stvar je v tem, da ljudje temu nasedajo in so potem toliko bolj razočarani. Zdaj rezultat volitev. Ko pride uspeh, smo seveda vsi zadovoljni. Ko naprej veš, da ti ni sojeno, tako jaz se spomnim mojih prvih volitev, ki sem jih izgubil proti sedanjemu ministru za obrambo. Takrat nismo vedeli, da se to dogaja resnično, je to zdaj ne vem kaj, torej mediji so naredili popolno gonjo, prepričali ljudi, da je nekdo lopov in seveda potem se po tolikih letih pa vendarle vidi, da je pač vse zgrešeno, vse zrežirano, da si nekdo lahko pridobi premoženja na stotine milijonov, če hočete tako, a pa na 10 milijonov, tako kot je bilo v Tržiču, nekoga imajo pa za večno barabo. In ravno tako seveda je lahko tudi medijsko poročanje iz Amerike, češ Donald je ne vem kaj, fašist, je ne vem kaj nori, ne vem kaj bo naredil z Amerike, ampak ljudje tam živijo drugo življenje. Ljudje so bili siti, tako standarda, ki je padal, tako tujcev, ki so jih vlačili iz vseh koncev sveta, zato da jih volijo. Tam so ljudje prepoznali, da vendarle stanje, kakršnega so živeli, ni tisto, kar so obljubljali in so se zdaj seveda odločili drugače. Jaz osebno moram reči, vesel sem, da je zmagal Donald Trump. Zdaj, Sebastian, ko smo videli pač grafiko, katere države zvezne ameriške je osvojil Trump, katere Kamala Harris, bi lahko rekli na prvi pogled, da pač ZDA niso razdeljene. Ne? Trump je res prepričljivo zmagal, omenil sem že, dobil je tudi ljudsko štetje glasov, ampak po drugi strani pa ta demonizacija Trumpa, ne, ki je bila v zadnjem času, se mi zdi, potem, ko se je aktualni ameriški predsednik Biden umaknil iz volilne tekme, še močnejša, še pospešena, ne, se pravi fašizacija, demonizacija Trumpa, ki očitno ni dala rezultatov. Ne. Kako od tu naprej zdaj za vse te, ki so bili recimo na tem anti-Trump, da rečem, političnem bregu? Jaz mislim, da Amerika je razklana, ne, ker tisti rezultat je treba razumeti. Ne. Vsaka rdeča ali plava država je za par procentov gor ali dol. Ne. Skratka, v vsaki državi obstaja razdelitev, ampak ameriški volilni sistem je takšen, da razen v tistih dveh državicah, ki vidite, da imajo neke črtice, v vseh ostalih zmagovalec pobere vse. Ne glede na to, ali je zmagal za en glas, ali za 100 000, ali za nekaj
milijonov. Ta polarizacija, ta razdelitev je pač značilnost današnjega zahodnega sveta. Ne? Pred 20-30 leti je politična elita iskala tretjo pot, iskala je kompromis, soglasje, nekaj na podlagi ugotovitve, da ne glede na vse razlike moramo živeti skupaj, so politični voditelji iskali kompromis, ki bi presegal razlike. V zadnjih 20 letih se dogaja popolna politična vojna, dogaja se seveda demonizacija desnice v večjem delu tudi Evrope in stara delitev, levo-desno, je popolnoma mimo. To, kar danes deli politični prostor, je razlika med globalisti in suverenisti. To pomeni, gre za neko popolnoma novo delitev, kjer so na eni strani vsi levi in desni ta stari. Torej, celotna stara politična elita se sedaj brani pred propadom. Novi politiki, nove sile in tudi Donald Trump pa zmagujejo ravno zaradi popolnega propada celotne stare politične elite. In današnji dogodek je zelo pomemben prelom za celoten zahodni svet, ker je to največja zmaga suverenistov nad globalisti do sedaj. Kot sem rekel, Trump ni premagal samo demokratov, samo Kamale Harris, premagal je celotno svetovno omrežje globalistov, ki se trudi zadušiti ta, dajmo reči, to ustajo populizma, ustajo torej protesta proti nesposobni politični eliti, ki je izgubila na ekonomski politiki, ki ni več sposobna zagotavljati blaginje ali vsaj občutka blaginje v določenih državah, in vse to kompenzira potem za izjemno agresivno politiko na drugem polju. To pa je moralno polje. In z progresivnostjo, z moraliziranjem skuša premagati drugo stran, in v nekaterih državah in nekaj časa to recimo lahko uspeva. V Ameriki je tokrat enostavno ni zaradi tega, ker se ljudje več ne počutijo dobro, ker slabo živijo. In ekonomski razlogi so premagali moraliziranje druge strani in vse tiste pozive, tudi bizarnih zvezdnikov ob vseh aferah, ki se zadnje čase kažejo, od pedofilije do posilstev do drugega, dejansko nimajo več nobenega temelja za moraliziranje. Ja, predajam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali je Robert Golob lahko slovenski Donald Trump. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naš posebni gost, predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar in naš stalni komentator, politolog dr. Sebastijan Jeretič. Pogovarjamo pa se o tem, ali je lahko Robert Golob slovenski Donald Trump. Zdaj, Pavel, opazili smo na družbenem omrežju X, ti si praktično takoj, ko je postalo znano, da je Donald Trump novi stari ameriški predsednik, si njemu in soprogi Melanie Trump čestital, ne? Tudi omenil si v prvem delu oddaje, da pač si vesel, da je bil gospod Trump izvoljen, pa me zdaj zanima, zakaj si vesel, a pač politično simpatiziraš z njim? Jaz se opravičujem, nič ne slišim, pa če bi lahko gospod Jeretič pa ta čas popravil slušalko, nisem razumel. Ja, se pol tudi mi opravičujemo gledalkam in gledalcem. Sebastijan, če greva midva naprej, ne? Zdaj, tudi Robert Golob je čestital Donaldu Trumpu za izvolitev. Vemo, ko je bil še Joe Biden kandidat, je Golob pač govoril, da je Biden pri močeh in da je super, pa smo vsi videli, da ni. Zdaj, je po tvoje Robert Golob zdaj že toliko izkušen v politiki, da se bo znal prilagoditi, bi rekel, politični realnosti ali ne? Ne verjamem. Jaz mislim, primerjava bi morala uporabiti zelo banalne kriterije. Da, imata dve nogi, dve roki in tu se konča glede kakšne podobnosti. Če že gledamo dejansko, kar se tiče samega pristopa tudi k politiki, neke moči pa rezultatov, v slovenskem političnem prostoru je na manjšem obsegu sicer bil en sam Trump pred Trumpom. In to je bil Boris Popovič, ko je naredil Koper spet velik. Ker tam je neka podobnost, ker je vstopil v politiko
dejansko zaradi popolnega sesutja takratne politične elite. Ne? In enako se je zgodilo, kar se Trumpa tiče. Torej, to niso grajeni politiki, ki bi dozorevali skozi politične boje, skozi politične aparate, ampak so uskočili takrat, ko je prišlo do popolnega sesutja. In Donald Trump je dejansko rezultat propada neke, bom rekel, politične fasade v Ameriki. Ne, v Ameriki seveda ima dejansko moč oligarhija v ozadju, ne, ampak pred desetletji je ta oligarhija pazila vsaj na fasado, da je bila ustrezno vzdrževana in so bili formalni politični voditelji kljub vsemu neke kapacitete, ali intelektualne, ali pa vsaj v nastopu. Ne. V nekem momentu je prišlo pa do popolnega sesutja te fasade. Ne, in nihče je več ni vzdrževal. In takrat je uskočil Donald Trump, seveda z nekim povsem novim momentom in je naredil bleščečo novo fasado, ne, ki pa ni dobila soglasja spomeničarjev, da tako rečemo, in je bil za en moment recimo odstranjen iz te pozicije. Ne. Pri nas je malček drugačna zadeva. Ne. Res, da se je na levi strani nekako sesul en del političnih aparatov od odhoda gospoda Drnovška iz operativne politike in smo pol dobili serijo nekih novih obrazov. Ne. Ampak razlika temeljna je v tem, da gre tam za reciklažo druge ali tretje lige LDS-a vedno znova. Torej, na vsakih novih volitvah se prej ali slej ob tistemu, ki zmaga kot politični lider, najde ekipa iz vedno bolj oddaljene vrste, da mu reč lahko nekdanjega kongresa LDS-a. In seveda bistvena razlika je tudi, da ni rezultatov in da se ti novi obrazi postavijo še enkrat v polje globalistov, v polje moralizatorjev, ki napadajo drugo stran na moralni osnovi, zato ker nimajo odgovorov na ekonomski osnovi. Trump je enostavno predstavnik suverenizma, predstavnik nekega novega političnega pristopa, ki se proti temu individualizmu, razbijanju posameznika, razbijanju vseh starih vzorcev identitet, ne, postavlja z vrnitvijo k neki tradicionalnosti. Torej s tem, da vrne neko določeno stabilnost kot osnovo, na kateri lahko potem gradi tudi drugačno ekonomsko politiko. Ne? Pavel, upam, da se zdaj slišimo. Ja, se slišimo. Ja. Ok, super. Pavel, zdaj, kot sem že dejal, ne, ko me nisi slišal, na družbenem omrežju X si ti čestitev Donaldu Trumpu in soprogi Melani za izvolitev, pa me zdaj zanima, tudi v prvem delu oddaje si rekel, da si zadovoljen, da je Trump izvoljen. Me zanima, zakaj si zadovoljen? Politično simpatiziraš z njim ali misliš, da je to dobro tudi za Slovenijo? Jaz mislim, da je to dobro za Slovenijo. Ravno to je, torej to je zmaga nad tistim, kar se zdaj dogaja tudi v Sloveniji. Ne. Z Golobom jaz upam, da nikoli več, ampak to je res neka fasada, ki je bila predstavljena kot nek ideal, kot nekaj novega, kot nekaj, kar bo prineslo ljudem, ne vem, boljše življenje. No, po 2 letih smo tu, kjer smo, in jaz mislim, da je treba res tako postopati in tako narediti tudi v Sloveniji, da se ta val, ki je zdaj tudi v Ameriki začel, pozna tudi pri nas. Veste, ljudje ne ocenjujejo zdaj niti ne več po obrazih, niti več po teh fasadah, ampak po svojih žepih. Ukolikor gre situacija ljudi v skrajne faze preživetja, ko gre enkrat tako daleč, da gospodarstvo ne more več dihati po domače, da gre enkrat tako slabo, razen seveda medijem, ki jih plačujejo za to, da delajo reklamo, potem se mora nekaj zgoditi tudi pri nas. Jaz seveda upam, da bo ta val tudi Slovenijo vsaj oplazil in da bo končno prišlo tudi pri nas do neke streznitve, da ne bo teh, bom rekel, umetnikov, ki delajo te fasade nekega, ne vem, nekih obljub in nekih novih pričakovanj, še enkrat ponovljen in da so ljudje vendarle spoznali, da je to pač samo navidezno, da je pa življenje nekaj drugega. Ne? In jaz seveda sem prepričan, da se bomo tudi v Sloveniji morali, ali pa se že treznimo in da bomo enkrat kmalu naredili temu konec in da se začne novo obdobje za ljudi, ker veste, ta globalizem je dejansko sesul
večino prebivalstva, torej tudi v Evropi bo tako, in mora Slovenija tu res zajeti sapo in narediti nek premik, nekaj drugačnega, nekaj novega, ne zdaj za te igralce, ki so ali pa smo nekje na politični sceni, pač pa za ljudstvo in za narod. Zdaj, Sebastian, zelo redko se zgodi, ali pa praktično skoraj nikoli, da ob, bi rekel, prvem povolilnem nastopu, po zmagi na volitvah za ameriškega predsednika, sta tam na odru zraven dva in, če hočeš, pol Slovenca, se pravi pač tast Donalda Trumpa, njegova soproga, seveda nekoč Melania Knauss, pa njun sin. Zdaj, vemo, v prvem mandatu predsedniškem Donalda Trumpa Slovenija ni najbolje ali pa sploh ni izkoristila tega, da imamo v Beli hiši prvo damo. Misliš, da bo zdaj kaj drugače? Če ja, zakaj? Če ne, tudi zakaj? Jaz mislim, da je to bolj odvisno od naslednje vlade. Jaz mislim, da v tem letu in pol si nimamo več kaj dosti obetati. Videli smo, da ekipa, ki je enostavno dobila tako močno podporo na zadnjih volitvah, je bila bolj rezultat neke kaprice. Po eni strani kaprice liderja, ki je stopil v kandidaturo zaradi užaljenosti, ker ni dobil ponovitve mandata v državnem podjetju, in po drugi strani kaprice ljudstva, ki je bilo, dajmo reči, frustrirano zaradi epidemije covida in je seveda svoje frustracije zvalilo na takratno vlado in je enostavno volilo afektivno. In to, kar smo zdaj dobili, je kombinacija političnega amaterstva in karakterne nesposobnosti voditi državo. In jaz mislim, da čisto nič več ne more tega popraviti v naslednjem letu in pol. Temeljno vprašanje je, kaj bo prevagalo na naslednjih volitvah. Ali bo tako, kot je rekel gospod Rupert, prevladalo to, da bodo ljudje pomislili, kako izbira voditeljev v Sloveniji vpliva na moj standard življenja. Jaz mislim, da se premalo ljudi to vpraša, tudi zaradi tega, ker mislijo, da je itak vse eno, da je popolnoma vse eno, ali Slovenijo vodijo tej ali drugi. Videli smo, da ni res. Videli smo, da je obstajala tudi vlada, ki je po kriterijih OECD-ja vodila drugo najbolj uspešno ekonomsko politiko v zelo težkih momentih. Zdaj imamo pa vlado, ki je spet v težkih momentih, ampak se enostavno ne znajde in ne deluje in ni ustreznih ukrepov. To pomeni, da ne glede na to, da je velik del naše usode seveda odvisen od igranja velikih sil, kljub vsemu, dajmo reči, vsaj tisti delček, ki je v naših rokah, pomembno dati v roke pravi ekipi. In mogoče je res čas, da se namesto iskanja novih obrazov raje mogoče vrnemo k določenim starim. Jaz bi si želel, da se v politiki, da uspe in gospodu Ruparju, bi želel tudi, da uspe gospodu Erjavcu, ki se želi vrniti v politiko in predvsem zaradi tega, ker je doživel poraz in je šel skozi določeno klofuto, ki, dajmo reči, deluje izobraževalno, deluje na nekoga, če zna pravilno to izkušnjo uporabiti kot nekaj pomembnega za v prihodnje. Predvsem pa, da se mogoče resno pogleda, katere so tiste politične stranke, ki so v preteklosti že kdaj pokazale, da so sposobne voditi državo in voditi te državne aparate. Mi smo mogoče včasih preveč kritični do nekaterih, tudi zaradi tega, ker si mnenje večina ljudi ustvari izključno prek 2 televizij in nekoč 3 časopisov, zdaj mogoče 3 ali 4 portalov, in ki ne naredijo ljudje dovolj refleksije o tem, kaj je dejansko res in kaj nam recimo prikazujejo kot neko zgodbo. Zdaj, Pavel, ti si rekel, ljudje pač volimo skozi svoj žep, Sebastian je rekel, vzgojne klofute, če tako rečem, v politiki so pomembne. Na nek način si tudi ti že verjetno dal skozi kakšno vzgojno klofuto v svoji politični karieri. Misliš, da Robert Golob je dobil kakšno klofuto v teh 2 letih, ko je na oblasti, je razumel to pravilno sporočilo te klofute, ne nazadnje tudi Donald Trump, je mogel 3-krat poskusiti, zato da je 2-krat lahko postal ameriški predsednik? Ne še. Zato, ker še ni doživel poraza, še ni doživel ponižanja
in še noben ga ni ukloftal, ne, sam približno toliko, recimo, kot so mene so pretepali. Še pa še, ampak glejte, iz teh izkušenj pa človek potem postane, tako kot je rekel gospod Sebastian, nek učitelj. Pa ne, jaz nočem biti učitelj naroda, nisem niti sposoben, niti izobražen ne toliko, ampak iz izkušenj pa lahko ljudem odpiram oči, lahko jih povabim na proteste, recimo naslednjo sredo 13. v Maribor. Samo zato, da jim končno dopovemo, ne glejte vi teh fasad, ne glejte vi teh televizij, ki vam itak ne prodajo drugega kot pa neko navidezno situacijo, glejte končno skozi svoje oči. Meni vse gliha Rupar pride kam ali kakorkoli. Važno mi pa je, veste, da se to upanje teh ljudi, ki ga jaz srečujem po ulicah, po trgovinah, grobovih, zdaj zadnje čase, oziroma 1. novembra, kakšno upanje je to v ljudeh. Končno pravijo, hvala Bogu, da nekdo pove tako, kot dejansko tudi je, da nam končno resnično odpre oči, da ni dovolj preživeti samo do 21. v mesecu, potem pa en teden pobirati, ne vem, jajčka pa predelke za to, da preživijo, ampak da končno naredijo in se naučijo iz izkušenj, kaj je pravzaprav njihovo življenje, da ga prepoznajo, da ni to samo neko životarjenje iz meseca v mesec, pa rečemo, se bo nekoč bolje, ampak da končno začnejo razmišljati, da pravzaprav ljudje volijo sami sebe. Samo treba jim je odpriti oči, treba jih je podučiti in jaz sveto upam, da mi uspe te ljudi prvič nikoli ne razočarati, drugič pa nekako pripeljati do takih ljudi, tudi sam sebe tle štejem zraven, ki bomo uspeli njim narediti drugačno življenje, kot ga trenutno živijo. Gospod Robert Golob, pa do takrat, dokler se bomo mi v Sloveniji zafrkavali z bojlerji, a bodo imeli ljudje zdaj, če jim bojler pregori, še toplo vodo v starih hišah, on bo pa med tem časom na Maldivih ocenjeval tangice, partnerke, lejte, on nima občutka, kaj je življenje, kaj je revščina. Gospod nima občutka, kaj je poraz. Poraz doživlja narod, poraz doživljajo tako upokojenci, podjetja, ker enostavno ne morejo več živeti, ne morejo več preživeti enega meseca normalno. Dokler se pa dogaja gospodu Golobu razkošje, pa obilica vsega, kar mu je nudeno in postavljeno pravzaprav na krožniku, pa ne bo nikoli razumel in seveda z tega naslova jaz upam, res upam, da ne bomo še 1 leto pa pol trpeli, ampak da se bodo nekje, ne vem, en razum pojavil tudi pri njem in da bo enkrat kmalu rekel, lejte, dovolj je mrcvarjenja, dovolj je tega, kar se gremo in da bo lepo, častno, to bo njegov največji uspeh, enostavno odstopil. Če pa bo na volitvah izgubil, v kar sem pa prepričan, bo pa to njegova prva klofuta in takrat seveda je tudi v meni upanje, da bo vendarle prepoznal, kako je biti včasih tudi poraženc, kako je včasih biti tudi mogoče postavljen ne iz samih vrhov, ne vem, nekam v nižino, takrat pa upam, da bo dobil to lekcijo in da bo majhen se prišel, do takrat pa ne. Ja, zdaj, Sebastian, kakšne posledice, če kakšne lahko ima izvolitev Donalda Trumpa za slovensko politiko? Jaz mislim, da ima lahko zelo velike posledice za celoten zahodni svet. Tako kot sem rekel, trenutno je glavna tekma v političnem prostoru, tekma med globalisti in suverenisti. Na zadnjih evropskih volitvah smo že videli nekako, da se je ta fronta vzpostavljala in kljub, dajmo reči, boljšemu rezultatu določenih suverenističnih sil, so globalisti še vedno sestavili zelo veliko koalicijo okrog Ursule von der Leyen. Zdaj bo mogoče zanimivo videti prvi učinek. Ali bo izvolitev Donalda Trumpa že nekako vplivala na glasovanje evroposlancev o novi komisiji. Ali se bo že tukaj mogoče začelo lomiti ta velika koalicija evropskih globalistov. Jaz mislim, da lahko v vsako državo, če ne drugega, prenese vsaj koncept, da obstaja lahko tudi drugačna politika. Predvsem koncept, da je treba razmišljati o standardu življenja.
Mi se še vedno borimo z raznimi pravljicami, nismo še preboleli 70 let stare zgodovine, niti zadnjih 30 let ne znamo ustrezno reflektirati, kaj šele, da bi gledali naprej. V tem letu in pol do volitev se zna pa zgoditi popoln zlom evropskega gospodarskega sistema z propadanjem industrije, ki ga lahko opazujemo v teh mesecih v velikih evropskih državah, kar pomeni, da bomo se približali tistemu momentu, v katerem je danes Amerika, momentu, ki je omogočil, da je Donald Trump zmagal navkljub vsej moralni propagandi proti njemu. Tudi v Evropi v tem trenutku še vedno zmaguje v večini držav moralna propaganda. Videli smo na Poljskem zmago Tuska ravno z pomočjo ene velike globalistične koalicije, ko pa je zmagal, pa je sicer priznal realnost in seveda ni izpolnil tistega, kar avantgarda teh globalistov pričakuje. Videli smo v Franciji reakcijo na paniko pred Le Penovo in tudi v številnih drugih državah lahko vidimo podobne reakcije. Ampak tu in tam se je pa ta, dajmo reči, edina strategija, ki jo globalisti imajo proti suverenistom, torej nalepka fašist in moraliziranje, vidimo, da se je enostavno sesulo. Od Nizozemske do drugačnih primerov, kot je recimo stabilna, tradicionalna Madžarska, ali pa Italija, ki je zelo zanimiv primer. Probalo se je Melonijevi nalepiti nalepko, da je fašistka, in se je tej nalepki zelo dobro izognila. Vodi tudi zelo uspešno ekonomsko politiko, Italija se počasi neha poglabljati, ni še skakajoča in uspešna, je pa obrnila trend na ekonomsko-socialnem področju. In zdaj korak po korak s to močjo, torej okrepljena z ekonomsko-socialnimi uspehi, z podporo naroda, ki se je ponovila, se pa lahko postavi tudi pri drugih politikah, to je v odnosu do migracij in pri drugih vprašanjih, ki so seveda pomembni v celotnem spektru politike. In enak vpliv, torej kot ga ima lahko Trumpova zmaga v kakšnih drugih državah, ga bo lahko imela mogoče tudi v Sloveniji. S tem, da vnaša v razmislek o politiki neke nove vzorce, neke nove koncepte razmišljanja, ki bodo lahko mogoče obrnili to trenutno prevlado moraliziranja in strašenja pred fašizmom. Zdaj, Pavel, eno je seveda predvolilna kampanja, za katerekoli volitve že, potem pa, ko je človek izvoljen, ko pride na nek položaj, se pa vendarle verjetno mora začeti drugače obnašati. Kot župan Tržiča ali pa, če hočeš, kot predsednik ZDA. Povezovalen, verjetno moraš biti župan Tržiča, župan vseh Tržičanov, moraš biti tudi v ZDA predsednik pač vseh Američanov. Zdaj bomo videli, da se je Trump tudi tega naučil, zdaj vmes s temi vzgojnimi klofutami, ki jih je doživel. Robert Golob, če te prav razumem, se po tvoje tega ni naučil, pri njemu se zdi, da on še zmeraj v volilni kampanji, tudi zdaj, ko že 2 leti vlada. Jaz mislim, da je on nekje na oblakih, da niti ni v volilni kampanji. On seveda po moje pričakuje, da bo to pač nadaljevanje ničesa, to, kar je bilo, kar samo po sebi, da bodo za to že poskrbeli drugi, propaganda, mediji, ki jih seveda plačuje. Jaz sem recimo spremljam RTV, ves čas. RTV ni tako RTV mi plačujemo. Pa ni tako hodov žalen glede 50 000 ljudi ni plačevalo, zdaj jim rubijo, torej zdaj grejo na silo jemati denar iz računov. Njih je najbolj prestrašilo, da gledanje niso več. Da smo mi povzročili pa rekel ljudem odprli oči, ne glejte programa, ki praktično ni vreden niti ne vašega denarja, da jih to najbolj jezi. Je še ena komercialna televizija, ki je morda še hujša, ampak v glavnem seveda gospod Robert Golob računa, da bodo to pač mediji naredili svojo, tako kot je, da se vrnem nazaj v mojo zgodovino, v Tržiču poskrbela seveda ta ista medijska krajina, zato da je potem nekdo uspel, ki jim je seveda veliko sebi, pa veliko tudi njim iz tega malega proračuna dajal. Seveda je vse na denarju,
V glavnem, res je pa to, kar ste rekel. Ko človek postane enkrat izvoljen, ko je rekel, predsednik države, ko je tudi župan občine, takrat razlik ni. In jaz sem bil zelo zadovoljen s svojimi sodelavci, takrat s svojim delom. Mi nismo nikogar vprašali, kje je, kaj je, kdo je, kar me je zelo velikokrat tudi seveda neslo. Jaz sem imel okoli sebe pač tudi sodelavce, ki so me nenehno izdajali v narekovajih, se izmišljali neke zgodbe, tako kot zdaj nedavno tudi v Glasu upokojencev. Torej, enostavno so imeli pa pokritje v medijih in seveda tu niso se ljudje tako hudo, zoperstavili moji takratni politiki občine, kot pa obtožbam, ki so sledile kot obtožbe kriminalc, lopov je, krade, ne toliko za voljo nekih razlik, ki bi jih ne bi delal, pa jih nisem. Enostavno takrat, ko vladaš, moraš seveda gledati na blaginjo naroda, levo, desno, takrat ni važno. Nekaj takega mi zdaj probamo tudi s temi pokojninami, ne. Glejte, vsaj v tej stranki Glas upokojencev, zdaj božičnica, ne, torej jaz ne morem reči, zdaj sem pa boril za božičnico samo za tiste, ki me imajo radi. Ne moramo. Mi moramo reči, narod, stopi skupaj, dajmo se poenotiti, dajmo si to izboriti, zdaj pa vseeno, kjero vero, kaj se to velikokrat ponavljam. Ja. Koliko sem uspešen, ne vem, ampak v glavnem, takrat, ko si nek lider, takrat moraš pač gledati na vse enako, nobenih razlik in glejte, točno to je zdaj uspelo s tako retoriko uspelo tudi Donaldu Trumpu. Jaz mislim, da ne bojo delali nobenih razlik, republikanci, demokrati, da bo drugače vladal, kot je v prvem mandatu in da bo narod seveda omogočil tudi tako vladanje brez večjih pretresov. Sebastian, čisto na kratko, če lahko lepo prosim, pri koncu oddaje smo. Zdaj, Trumpova zmaga, si rekel, je tudi porast teh množičnih, tradicionalnih, klasičnih medijev, ne. V Sloveniji smo navajeni, da razumemo, da imajo mediji velik vpliv na rezultat volitev. Lahko to tudi pri nas pomeni kakšno spremembo za naslednje volitve? Jaz mislim, da ja. Tudi dejavnik, ki ga je izpostavil gospod Rupert, ne, gledanost TV Slovenije je propadla. Prepolovili so se dejansko gledalci zelo pomembnih političnih oddaj. Ne samo Odmevov, ki so popolnoma propadli, Marcela, Tarče, skratka, ljudje imajo alternativne vire informacij, imajo alternativne vire tudi narativov, zgodbic različnih. Ne? In zelo jasen je tudi ta pojav nekega zapiranja v lastne mehurčke, iz katerih se da danes prebiti tudi s pomočjo družbenih medijev, predvsem z širjenjem, dajmo reči, lastnih obzorij, s tem, da se vsake toliko vsaj pogleda tudi kaj drugega. Ne? Še vedno imajo mediji izjemno močno vlogo. Ne? Če ne drugega, zato ker generirajo tiste bistvene vsebine, ki se potem tudi širijo po družbenih omrežjih, ne? Ampak še vedno mislim, da je čas, da se tudi v Sloveniji enkrat premaga te ključne medije in da mogoče zmaga teren. Na zadnjih evropskih volitvah smo videli, kako dobro je to recimo uspelo Zali Tomašič, ki je ravno s terenom in digitalnimi orodji uspela preskočiti določene velike politike. Ne? Ja, prav. Najlepša hvala za vajina nocojšnja pojasnila. Pavel Rupert, dr. Sebastian Jeretič v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali je golob slovenski Donald Trump, že 1082. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali morilec Kosta, kako otrok postane množični morilec. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.